Lepo pozdravljeni v sklopu serije pogovorov z nevladnimi organizacijami, ki potekajo v okviru projekta Koroška demokratična postaja, ki je projekt, je pa tudi ideja in prepričanje, ki se je s pomočjo programa Active Citizen Fund v Sloveniji razvila v večletni angažma. No, njegov namen je, tako na hitro povedano, opolnomočiti občane in nevladne organizacije pri vključevanju v demokratične procese, saj smo prepričani, da kolikor nimaš privzgojene politične kulture ali naprej pripravljenih vzorcev, kako se odzvati na spremembe, potem je participacija in koncept demokracije le koncept. Oziroma, če povzamem z enim primerom, katerega se zelo rada poslužujem, ker mislim, da lepo zaokroži ta naš namen, tudi če želimo igrati nogomet, moramo najprej poznati pravila igre. Torej, o tovrstnem opolnomočenju govorimo, da vemo, kaj je demokracija, kako deluje, kako lahko potem tudi en dan sami v njej delujemo, sodelujemo in morda celo soustvarjamo. No, da bi dosegli vse te zastavljene cilje, smo projekt razdelili na dva sklopa. Prvi, pisarna za opolnomočenje, je občanom in nevladnikom namenjen vsak delovnik, 4 ure dnevno in reševanju njihovih individualnih tem. Tako smo v slabem letu dni pomagali več kot 60 posameznikom, ki so se soočali z najrazličnejšimi temami, no, prejeli pa smo tudi res veliko družbeno angažiranih predlogov in pobud, ki smo jih seveda najprej analizirali, nato pa še oblikovali in posredovali odločevalcem. No, da si lahko predstavljamo, o kakšnih pobudah govorimo, naj imenujem enega, dva. Torej, primer, predlog za cenejšo vstopnico za slovenjgraški bazen, za dijake, študente, upokojence in invalidne osebe s stalnim bivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, kar je pravzaprav resnično več kot le legitimen predlog. Sploh če vzamemo v obzir sosednji dve občini, ki imata bazen, torej tako Ravne na Koroškem kot Velenje, in kjer imajo že leta tako urejeno. Ali recimo pobuda za vključevanje mlajših invalidov v občinski program SG Mobilc, ki je trenutno namenjen le prevozu starostnikov in kateri bo, vkolikor bodo odločevalci torej to pobudo podprli, omogočil dostop do mesta, torej tudi mlajšim invalidom iz okoliških zaselkov. Torej, zelo družbeno angažirani predlogi, ki imajo seveda pozitivne posledice na celotno skupnost. Drugi sklop, torej to je bil prvi sklop, ta pisarna za opolnomočenje, drugi sklop pa je urbani forum, ta pa kreira prostor druženja in pravzaprav možnost spoznavanja, nagovarjanja, tematiziranja aktualnih družbenih tem. No, in v ta sklop, torej v sklop urbanega foruma, sodijo tudi te naši pogovorna druženja z nevladnimi organizacijami. V tem ciklu 7 smo predstavili Inštitut 8. marec, Umanotera, Mirovni inštitut, Fokus in CNVOS in vse pogovore seveda trajno najdete tudi na našem YouTube kanalu. No, danes pa predstavljamo Društvo slovenskega animiranega filma, ki ga bo predstavljal Matija Šturm, zakoniti zastopnik in koordinator projektor. Matija, dobrodošel. Živijo, hvala za vabilo. Ja, seveda, z veseljem. Torej, od kod je nastala potreba po vašem društvu, kaj so njegove glavne naloge in dejavnosti, če lahko malo opišeš, in tudi seveda to, če so se dejavnosti torej skozi vsa ta leta delovanja kaj spreminjala in če so se seveda na kakšen način. Ja, naše društvo je nastalo formalno, mislim, da okrog leta 2011, potreba pa je seveda nastala že predtem. Jaz sem se začel s tem področjem ukvarjati leta 2009 in ko sem se spoznaval z ljudmi, ki so aktivni, bili takrat na področju animiranega filma in so po večini še vedno, je bilo to nekaj, kar se je pojavljalo ves čas. Da manjka organiziranost, da manjka skupni glas za skupne interese, ki jih je bilo že kar nekaj detektiranih. In potem je prišlo pravzaprav do neke energije, da smo najprej začeli z povsem spontanimi druženji, ki so potem prerasla v malo bolj sistematična druženja. In vse skupaj je rezultiralo v tem, da smo se odločili, da bomo ustanovili formalno Društvo slovenskega animiranega filma, kot se imenujemo, ki je potem na nek način postalo tudi reprezentativna, krovna stanovska organizacija, kot mi rečemo, na področju animiranega filma. Seveda smo se zgledovali po kolegih, ki so tovrstno organiziranje na področju filma in AV ustvarjanja že poznali, pa tudi pri kolegih iz tujine, ampak mislim, da je šlo zelo po neki naravni in spontani poti. In tudi, da nismo prehitevali, nismo bili prehitri s kakšnimi akcijami, pa bi nam manjkalo organiziranje kot pravna oseba, niti nismo
se preveč zaleteli in ustanovili društvo, ki bi potem hiralo in se nič ne bi dogajalo. Tako da se po neki čist spontani inerciji so se te stvari začele odvijati usporedno in v pravi meri, da smo lahko štartali. Začeli smo z majhnimi koraki in potem tudi v bistvu naredili kar nekaj večjih korakov, tako da je bila tudi ta rast na nek način naravna. Kot sem že začel in kot sem rekel, najprej je šlo za druženja. In mislim, da je to tudi izvorna potreba in ena od aktivnosti, ki so zelo, zelo potrebne in nujne za to, da lahko dobro funkcioniramo, in to je komunikacija, druženje, da si med seboj prenašamo informacije in nam je uspelo, in to mislim, da je en velik dosežek, ohraniti nek zdrav odnos znotraj članstva in te principe ohraniti do danes, ko smo že precej večji. Skratka, komunikacija, pogovarjali smo se o projektih, ki jih delajo naši člani, pogovarjali smo se o odnosu do odločevalcev, kreatorjev, politik, do institucij, ki so prisotne na našem področju. Potem pa je šlo to pač z vsakim dosežkom ali pa z vsako pozitivno spremembo, ki smo jo dosegali, smo seveda videli tudi, da se stvari počasi, ampak vseeno da do neke mere premikati in da lahko vplivamo na to, kakšen je ekosistem, v katerem delujemo, kako smo vidni v družbi in vse te stvari. In to nas je ves čas nekako motiviralo za delo naprej in društvo je raslo. Zdaj jaz lahko zelo podrobno vse to razlagam, ampak mislim, da bi bilo tega kar veliko v teh dobrih 10 letih. Smo skratka zrasli iz takega majhnega, precej gverilskega društva v kar dobro organizirano društvo, ki je... Koliko članov, recimo, tega si lahko malo predstavljamo, Ja, če govorijo? jaz mislim, da nas je bilo na začetku tisto ozko jedro, ki je to idejo, da dajmo stopiti skupaj in zastopati vsaj na nekaterih področjih skupne interese, da nas je bilo okrog 10, mogoče kaj Kar več. že sploh ni tako malo. No? Ni malo, ampak vseeno ni pa tudi veliko. absolutno, Ne? ja. Ta avtobusa še nismo rabili. Ja. Zato, da smo se premaknili, medtem ko zdaj en avtobus ni več zadost. Mislim, da nas je okrog med 60 in 70 nas je trenutno. Komplimenti. In ves čas narašča članstvo. Mogoče bova o tem še govorila, no? Imamo tudi, smo precej odprti, nismo želeli biti ekskluzivni in ozko usmerjeni in zaprti, ampak smo ves čas nekako ohranjali to odprtost, tako da en del našega članstva so tudi študentje in mladi, ki vstopajo na področje animiranega filma, ki so povezani že z animiranim filmom in zaradi tega smo pred nekaj leti, mislim, 2 leti nazaj spremenili tudi statut in uvedli dvostopenjsko članstvo, kjer imamo polnopravne in nepolnopravne člane. Edina razlika je v tem, da nepolnopravni člani nimajo volilne pravice oziroma ne morejo na občinem zboru in na drugih sejah glasovati o sklepih, ampak vse ostale bonitete in participacija pri vseh aktivnostih je pa popolnoma enaka za vse. In ta številka obsega torej tam nekje do 70 članov obeh tipov. Pa je lahko recimo član vašega društva tudi nekdo, ki ima zgolj afiniteto do animiranega filma, ali mora biti torej na nek način soustvarjalec v nekem najširšem konceptu? Ja, ni nujno, da je eden od teh soavtorjev, kot jih poznajo po naši zakonodaji, po drugi strani pa povsem ljubiteljsko društvo pa tudi nismo. Imamo neko telo, komisija, ki presoja vloge, potrebna je vloga za to seveda, da se lahko včlaniš, in ta komisija potem pač pregleda na podlagi nekega CV-ja in profila kandidatk in kandidatov, če ustrezajo. Nimamo zares vlog, ki bi prihajale strani samo ljubiteljev. Mislim, da do zdaj se nam to še ni zgodilo. Tisti ljudje, ki so izrazili interes, so bili tako ali drugače povezani s filmom. Je pa res, da recimo včlanjujemo in so med našimi člani tudi profili, kot so recimo programski ali pa producentski ljudje iz festivalov animiranega ali pa filmskih festivalov splošnih. Imamo tudi nekaj pedagogov, ki pa se
seveda po svoji profesiji ukvarjajo tudi s področjem animiranega filma. Tako da so povezani. Tako da so, ja. Kupica mednarodno priznanih projektov je nekako podpisano pod DSAF. Seveda ne pričakujem, da boš zdaj vse naštel. Morda na nek način najaktualnejše ali pa morda tiste, ko so recimo tebi nekako najbolj zanimivi ali so se te morda najbolj dotaknili. Torej govoriva o zdaj govorimo projektih, ki jih izvaja naše društvo. Tako. Mi smo že par let po ustanovitvi prepoznali potrebo, da se začnemo povezovati tudi mednarodno. In najbolj nam je to uspelo pri državah, teritorijih, ki so nam nekako sorodni. Nismo seveda se zapodili in šli v najbolj velike markete, kot mi rečemo, vzhodne Evrope, ampak smo našli svojo sredino pri kolegih iz srednje in vzhodne Evrope. Začeli smo se povezovati in začeli izvajati tudi projekte, ki so zelo kmalu začeli dobivati podporo Ustvarjalne Evrope, skratka bili prepoznani tudi na evropski ravni. In enega od teh projektov še vedno izvajamo, zdaj je sicer 1-2 leti izpadel iz financiranja, ampak mislim, da se vrača, da ga bo tudi Evropa spet prepoznala, vse tako kaže. Skratka, to je eden od teh projektov, imenuje se CEE Animation Forum. CEE stoji za Central and Eastern European Animation in je projekt, ki se zgodi enkrat vsako leto, vedno na Češkem, in je sestavljen iz prezentacij animiranih projektov v razvoju. To so profesionalni projekti, resni projekti vseh formatov, kratke animirane filme v razvoju prikazujemo, animirane televizijske oziroma animirane serije in celovečerne animirane filme. In to je dogodek, ki mu mi rečemo market, pitching forum, torej predstavitveni forum. Na začetku so prednjačili projekti iz regije Srednje in Vzhodne Evrope, zelo kmalu pa je ta celoten dogodek zrasel. Vedno več je bilo prijav iz Zahodne Evrope, iz najbolj razvitih teh produkcijskih okolij in potem je to se razmahnilo tudi na projekte, ki prihajajo izven Evrope, tudi azijski, kanadski in tako naprej. In to nas seveda zelo veseli, ker je ta celoten dogodek pridobil težo. Zdaj je že svetovni, no, potem takem zdaj gledam, da si skoraj da vse naštel. Vsaj na evropskem nivoju, da je nekako kontrapunkt največjim tovrstnim dogodkom v Zahodni Evropi, na teh največjih trgih. In z njimi smo tudi z nekaterimi temi najbolj prepoznavnimi dogodki smo sklenili partnerstva, kar mislim, da je tudi zelo dobro, da imamo neko izmenjavo projektov ali pa udeležencev, torej da lahko tudi ljudje iz tega dela Evrope lažje dostopajo in obratno tudi zahodnjaki, če zdaj lahko tako delim to, pač prihajajo na naš dogodek. Tako da to je eden od pomembnih dogodkov, pomemben je pa zaradi tega, ker seveda poleg tega, da spodbuja mednarodne koprodukcije in sodelovanja in gradnjo nekih mrež, networkov, ustvarjalcev, je zelo pomemben za promocijo projektov. In omogoča neko vidnost in zares, zdaj ko sem rekel, da je se dogodek uveljavil, projekti mislim, da je to neka dodana vrednost, tisti, ki se uvrstijo, konkurenca je kar močna, zelo veliko prijave vsako leto, tisti projekti, ki so izbrani, da dosežejo precej velik doseg imajo izven regije in so vidni tudi v nekem globalnem okolju pravzaprav. Tako da to je eden, no? Drug od teh projektov, ki imajo tudi evropsko podporo, ki smo ga pa malo kasneje začeli, zares z polnim obsegom in z vso kapaciteto leta 2019, se pa imenuje Sea Animation Workshop. To pa je trening program, mi rečemo, ki je namenjen profesionalcem. In sicer ekipam producentov in ustvarjalcev, režiserjev, scenaristov, oblikovalcev likovne podobe in podobnim, ki so vključeni v večino procesa ustvarjanja animiranih filmov. Oni pa se prijavijo z svojim spet animiranim projektom v razvoju. Če so sprejeti, potem obiskujejo enoletni program, ki je mednarodni
in kjer pravzaprav delajo na razvoju projekta z uveljavljenimi strokovnjaki iz različnih področji. Torej scenaristika, razvijajo scenarije, imajo svetovalce za likovno podobo, za razvoj likovne podobe, produkcijsko podporo, ko snujejo predračune, vire financiranja, celotno strukturo, tudi kako produkcija potem, ko segrevanje poteka in celotna izvedba projekta. Predvsem pa poskrbijo za to, da oblikujejo tekom tega programa in do konca tistega leta, ko se udeležujejo, tako imenovan Production Bible, ki je promocijski material, ki ga na koncu razvoja vsak projekt pravzaprav potrebuje, ker z njim lahko projekt predstavlja potencialnim partnerjem, koproducentom, pa tudi soustvarjalcem, ki bi jih mogoče v določenih etapah potrebovali in skušali pritegniti k projektu, tudi distributerjem, prikazovalcem, televizijam, platformam danes in ostalim. In to je v bistvu edini projekt, ki ga podpira Ustvarjalna Evropa trenutno, ki je specializiran in popolnoma namenjen animiranemu filmu in razvoju animiranih filmov. Tako da mislim, da nam je uspel v relativno kratkem času oblikovati nekaj teh programov, aktivnosti, ki so konkurenčni. Ja, izjemno. Mislim, 10 let pravzaprav res ni dolga doba. No? Prav izjemno. Poleg tega objavljate tudi natečaje in pozive. Trenutno aktualen je ta DSAF inkubator, morda še par besed o tem, no, tudi kdo se lahko prijavi, oziroma kaj namene nazadnje, no, vseh teh. Ja. Če smo prej govorila o teh evropskih programih, ki so namenjeni predvsem profesionalcem, to pomeni že etabliranim, uveljavljenim, izkušenim ljudem, pa je inkubator nastal iz potrebe oziroma niše, ki smo jo opazili, in sicer ponuditi tudi določeno izobraževanje, določene veščine, mreženje mlajšim ustvarjalcem, ki šele vstopajo. Tako, odlično. Ker smo na podlagi lastne izkušnje, ko smo bili tudi recimo neizkušeni in zeleni, še posebej v mednarodnem prostoru, pa tudi doma, ko smo se začeli organizirati, videli, kako pomembno je, da imaš neko podporo in predvsem, da imaš zaledje, ki je odprto in ki ga lahko izkoristiš, ko sam nabiraš prve izkušnje. Skratka, inkubator je mentorski program, deluje na podlagi poziva, kjer pozivamo mlade ustvarjalce, da se prijavijo spet s svojimi projekti v razvoju in prejmejo mentorsko pomoč. Ta program je v bistvu bolj specializiran, ker na podlagi vsake prijave oziroma vsakega sprejetega udeleženca pogledamo, kakšen projekt ima in kakšne so potrebe. Če rabi posebej izrazito pomoč na nekaterih področjih dela ali pa na večjih, mu mi skušamo in organiziramo mentorje za različne področja. In lahko dobijo mentorske 1-na-1 ure, to ni skupinski program, je individualni, recimo svetovalne ure z scenaristi, pa z direktorji fotografije, z ustvarjalci glasbe in zvoka, z vsemi različnimi profili in za vsakega udeleženca naredimo poseben program in potem pač te ure koristijo. En manjši del pa je tudi skupen, kjer pa pripeljamo udeležence od preteklih let, pa naše članstvo pride, skratka ljudje, ki so aktivni na tem področju in na ta način tudi vzpostavljamo pač ta poznanstva, mreže, skušamo vključiti mlade noter. Hkrati pa podeljujete tudi stanovske in študentske nagrade, če sva zdaj pri vseh teh izjemnih. Tudi zato smo ugotovili, da je potrebno. To pa mislim, da je pomembno iz 2 razlogov. Eden je zelo realen, da je namreč lepo, da prepoznavamo v svoji sredini tudi zelo uspešne, najuspešnejše projekte in ustvarjalce, in jih na nek način tudi izpostavimo in jim izrečemo in izkažemo neko priznanje. Tako da smo se odločili spet za več kategorij. Imamo stanovske nagrade, ki jih podeljujemo na vsaki 2 leti in sicer za določena področja. Za najboljšo animacijo, tukaj pa gre za končane filme, za tiste, ki so že v distribuciji, ki se predvajajo, torej najboljša animacija, najboljša vizualna podoba projekta
in najboljša režija. In pragmatičen del tega pa je, da poznamo na področju recimo tega neodvisne produkcije v Sloveniji, seveda mehanizme podpor, samozaposlenih statusov in podobnega, kjer so vse nagrade seveda pomembne, prinašajo neke referenčne točke in tudi iz tega vidika seveda to ne pomeni, da nagrade kar delimo, skrbno in na demokratičen način jih ovrednotimo s posebnim sistemom, kjer glasujejo vsi člani društva in imajo za to obilico časa in sistem, kako to točkujejo, tako da je to povsem recimo transparentno in neodvisno od kakšnih komisij, vsakokrat imenovanih. Tako da se zavedamo tudi pomena tega. Nagrade so seveda dobrodošle, so vedno dobra referenca in tako naprej. Tako da to so stanovske nagrade za profesionalno ustvarjanje. Zato, da bi prepoznali, motivirali, spodbujali in tudi pomagali študentom, smo uvedli tudi študentske nagrade. In podeljujemo to pa vsako leto, študentske nagrade za najboljši končani študijski animiran projekt in za najboljši študijski projekt v razvoju. Spet ta distinkcija. In po vrhu vsega seveda podeljujemo tudi nagrado za življenjsko delo, nagrada Saše Dobrila, ki jo pa podeljujemo malo starejšim kolegom, tistim, ki so že svoj vrhunec dosegali, se zapisali v zgodovino slovenskega animiranega filma, dali svoj doprinos in jih seveda želimo počastiti in izkazati tudi neko spoštovanje in pomen in zaradi tega podeljujemo tudi nagrade za življenjsko delo, te pa niso več vezane na vsako leto, to pa je po presoji in tudi smo jih pa zdaj redno podeljevali in imamo že 5 nagrajencev. Tako da nekako na vsake 2 leti recimo, ja. Malo, mislim, kar dosti je bilo že razvidno, da pravzaprav dejansko utirate pot na animiranem filmu, hkrati pa tudi recimo na različnih mednarodnih konvencijah pravzaprav tudi govorite ne zgolj kakšno vlogo ima animiran film kot tak, ampak tudi vsebine, ki jih pravzaprav nagovarjate skozi oziroma s pomočjo animiranega filma. Pa me zanima recimo, kako pravzaprav prepoznate teme, ki so pravzaprav pereče oziroma pomembne in na kak način jih bolj seveda tudi nagovarjate. Prav zares družbenih ali drugačnih tem ne odpiramo na mednarodnih konvencijah, razen če je to kakšna izjemna priložnost ali pa posebna vsebinska usmeritev dogodka. Mi se bolj ukvarjamo v tem evropskem prostoru z lobiranjem, z zagovarjanjem nekih lastnih in skupnih interesov, družbenih, političnih, stanovskih, profesionalnih, bolj se na te stvari oziramo. Večkrat pride kakšna pobuda, da podpremo seveda tudi kakšne vsebinske stvari. Zdaj se spomnim tega velikega te poljske zgodbe proti splavu pred nekaj leti, ki je bila rezultirala v množičnih demonstracijah in tam je tudi neko gibanje, neka skupina je naredila ad hoc nek zelo odmeven in bom rekel tudi zelo povedan film, ki je sprožil, seveda to je bil eden od tistih simbolnih povodov, ki so sprožila gibanje in podpisovanje peticij in neko podporo v širšem evropskem prostoru za nacionalno, lokalno družbo na Poljskem. Tako da to je bil recimo en tak vsebinski, zelo konkreten povod, kjer zelo radi sodelujemo in velikrat se tudi prepoznamo in vse take stvari so običajno nekaj, s čemer imamo veliko empatije in jih z veseljem podpremo. Sicer pa je naša funkcija je bolj lobistična, pri čemer pa naslavljamo široko paleto težav, široko paleto nekih stvari, za katere mislimo in običajno imamo tudi argumentirano in razloženo, zakaj bi jih bilo dobro spremeniti, prilagoditi in tako naprej. In na ta način komuniciramo z večino evropskih teles,
z Evropsko komisijo direktno, potem s programom Ustvarjalna Evropa, smo tudi, če je potrebno, v kontaktu z evropskimi poslanci in preko njih poskusimo tudi vplivati na kakšne stvari. Še posebej se mi zdi pa, da je koristno in dragoceno, da smo vzpostavili to mrežo kolegov v drugih evropskih državah, ker vsak od nas najprej se zaleti v določene ovire v domačem okolju. In mislim, da zelo dobro funkcionira neka reciprociteta med kolegi, med asociacijami podobnega tipa, ker skoraj v vsaki državi so ustanovili ali pa so zdaj na dobri poti, da bodo ustanovili podobno stanovsko asociacijo. In tukaj zelo velikokrat pomagamo pri reševanju lokalnih težav na način, da podpremo svoje kolege. Ker imate pa že določene izkušnje, seveda, zdaj že ste šli z določene korake. Govorim o tem, da cela ta mreža skrbi tudi za svoje elemente, za svoje osnovne člane, in če se nekje zgodijo kakšne ogrožujoče ali pa drugačne ovire, zelo radi izrazimo svojo podporo, zelo radi damo tudi na razpolago informacije en drugemu o tem, kako so stvari urejene pri nas, si izmenjujemo te primere dobrih praks in podobno. Ja, izjemno, resnično. Nadaljujemo z delovanjem civilne družbe. No pa naj na začetku povem, da pomeni civilna družba torej širok nabor organizirane državljanov v skupine, ki delujejo torej izven okvira države in so tej po eni strani do volitev, po drugi pa proti utež. Med torej te raznolike organizacije civilne družbe sodijo sindikati, humanitarne in nevladne organizacije, gospodarske in poklicne zbornice, verske in mladinske organizacije ter družbena gibanja in civilne pobude. Če ostanemo torej za trenutek še pri nevladnih organizacijah, v Sloveniji deluje več kot 27.000 nevladnih organizacij, njihov osnovni namen pa ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj področja, na katerem delujejo, torej od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije, zdravja do civilne zaščite. In tudi, če nevladne organizacije izvajajo torej neke komercialne storitve na trgu, morajo torej ta svoj dobiček torej nameniti za svojo registrirano dejavnost, ne pa ga razdeliti med člane ali upravne organe. Torej, dobiček nevladnih organizacij je izboljšati pogoje na področjih, kjer delujejo. Zdaj pa v vprašanju, kako torej vi vidite delovanje seveda civilne družbe, tudi pomen in vlogo nevladnih organizacij in seveda zanima me tudi vaša pozicija, torej pozicija vaše nevladne organizacije znotraj te definicije. Ja, tukaj jaz nisem kaj preveč teoretsko pripravljen, da bi zdaj nadaljeval to definicijo in razdelitev oziroma vse oblike. To res ne pričakujem niti ne. Ko sem poslušal, se mi zdi, da smo na presečišču vsega, tudi versko včasih mislim, da imamo, ker smo zelo predani in verjamemo stvarim, ki jih delamo in nekim vrednotam in principom. Ampak rekel bi sledeče. Jaz mislim, da je izjemnega pomena, da imamo možnost delovanja v obliki nevladnih organizacij, katerekoli od teh oblik, tudi gospodarskih, nekih združenj, gremijev in podobno, ker je to res ena od poti in načinov, ki omogoča civilni družbi, da aktivno participira pri oblikovanju okolja, v katerem živi, deluje in tako naprej. Jaz velikokrat rečem, če se še malo naslonim na tole pridobitno-nepridobitno dejavnost. Seveda, že po samem zakonu in po naravi našega dela jasno, da ni dovoljeno in ne delamo dobička na način, da bi se to izplačevali. Mislim, da je več ali manj pri vseh situacija takšna, da se bolj ukvarjamo s tem, kako preživeti, kako funkcionirati, da ne bi imeli izgube in da se vedno tam na tisti gladini pred potopom pač lovimo in je to tista naša meja, ki nas nekako obvezuje. Ampak velikokrat povem, da stvari, ki jih delamo v velikem obsegu aktivnosti, en del, ki sem jih zdaj omenil, pa še del, ki jih nisem, te aktivnosti najdemo vsaj na našem področju zapisane med nameni in cilji
javne agencije, ki skrbi za naše področje. In jih najdemo med ustanovnimi zakoni ali pa listinami ministrstev. In mi pravzaprav smo izvajalci, outsourcani izvajalci storitev, ki bi jih javne službe, javni servis že po naravi svojega ustroja in namenu ustanovitve morajo izvajati. Mi jih delamo za veliko nižja sredstva, kot stane delo v teh javnih organizacijah. Naše plače v velikem deležu in plačilo niso visoke in primerljive z javnim sektorjem. Stroški dela, izvajanja storitev in tako naprej so običajno tudi nižji. In če bi pogledali sredstva, ki jih dobimo in s katerimi izvajamo en del teh storitev, ki so v dobrobit državljanov, bi videli, da je tukaj grozna razlika. Tako da delamo zelo, ne bom rekel podplačano, ne vem, kako bi se sploh izrazil, delamo zelo, zelo ekonomsko upravičeno, dampinško storitev za našo družbo in za našo državo. In s tem nočem nič poveličevati ali pa kakorkoli vzpostavljati kakršnihkoli odnosov tukaj. Rad bi sam rekel, da mislim, da je veliko tega, kar nevladni sektor dela, ogromen delež, večinski verjetno, tisti, ki je že bil zapisan v samo osnovo, v temelj tudi naše države kot skupnosti ljudi, ki tukaj živimo in se odločamo o tem, kako želimo živeti in kako želimo, da se tudi javna sredstva razdeljujejo. Ne vem, če sem zdaj odgovoril, ker sem to odgovoril, da sem že zadal vprašanje. Ne, pravzaprav si odgovarjal na to pozicijo s vaše nevladne organizacije. Seveda pa tudi glede na to, da smo pozicionirani na področju filma, mi se povezujemo z drugimi filmskimi društvi, ki se povezujejo z drugimi kulturnimi, recimo sferami in z drugimi oblikami druženja in združevanja na drugih področjih kulture, ki v bistvu jih zanima vse, kar se tiče družbe pri nas in v naši okolici in v svetu, in nismo indiferentni do tega. Kljub temu, da smo stanovsko društvo, se seveda ne ukvarjamo samo z animiranim filmom. Ukvarjamo se tudi z družbo kot celoto, stvarmi, s katerimi se srečujemo kot ljudje na popolnoma vsakodnevni bazi, stvarmi, ki se tičejo naše družbe, in mislim, da to delamo na en tudi precej način, ki tolerira različne poglede, nimamo nobenih razkolov, nobenih težav, imamo različne poglede, diskutiramo, se odzivamo, presodimo skupaj na podlagi konsenza, kdaj se odzovemo, kdaj se povezujemo, pridružujemo drugim pobudam in na ta način mogoče bi se referiral na to civilno družbo in pomen nevladnih organizacij. Mislim, da so izjemnega pomena in da so nujne, njihovo omejevanje pa je pač tudi omejevanje pravic državljanov skupnosti. Če se na koncu vrnem še k našemu projektu Koroška demokratična postaja, v sklopu katerega poteka tudi tale najin pogovor. Na osnovi tega projekta in seveda večletnih izkušenj vseh ljudi, ki so pravzaprav tudi obiskali in se posluževali pomoči, lahko trdim, da je pravzaprav zelo razvidna neka potreba po neformalnem družbeno-političnem izobraževanju strani civilne družbe in da bi se lahko recimo ta projekt preslikal tudi v druga lokalna okolja in s tem soustvarjal neke pogoje za demokratičen razvoj celotne slovenske družbe. Pa me tukaj zanima konkretno, kako pa ti, Matija, ocenjuješ idejo servisa, ki je namenjen splošni javnosti in nevladnim organizacijam, ki bi služila pravzaprav izobraževanju in tudi razvoju neke demokratične participacije. Ja, krasno, meni se zdi dobra ideja, zdi se mi, da nam tega manjka. Ljudje, mislim, da še več tega potrebujejo v tej dobi, v tem svetu, kjer živimo, kjer se zdi, da imajo določene družbene skupine, posamezniki, včasih tudi ponotranjijo nek občutek, da se težko umeščajo v kakšna okolja, v kakšne vsebine, ki jih sicer zanimajo, da postanejo malo apatični, da mogoče niti jih ne interesira, ker se čutijo odrinjene in nemočne, da bi se aktivirali.
In mislim, da vse take storitve, da taka podpora, pomoč in informiranje, da lahko samo koristi. Hvala lepa, Matija, za te seveda super lepe besede, tudi kot komplimenti projektov, predvsem pa hvala lepa za obisk in še posebej hvala torej za vaš društven doprinos, na osnovi katerega ima doprinos celotna naša slovenska družba in tudi širše, kot smo lahko slišali, tako da resnično hvala lepa. Ja, hvala za vabilo še enkrat in za pogovor. Hvala. No, hvala pa seveda tudi vsem vam za vašo pozornost. Srečno.